Jo, folk, danes greva zabiva Manchester na Božičen trg. V bistvu sva zdaj tukaj na train stationu, oziroma, kaj je train station? Na železniški postaji, v glavnem, in so imeli tukaj to Coca-Cola Oreo, ki je ona drugače probala na Kitajskem, pa bom jaz zdaj probal, da vem, če zakaj njej je ful všeč dejansko, pa da vidim, kako je tako pogreba pa tja, ker tukaj so ful nori na Božič in zdaj smo 18. ali 19. novembra. 19. novembra in imajo oni že vse postavljeno tako od 1. novembra, tako da vidimo tole. Čez nos mi je šlo. To sploh ni toliko slabo drugače, samo zdaj se mi oči solzijo, ko mi je šlo čez nos. Dejansko ima malo okus po Oreo tu, ker je ful čuden. Vanilija malo, ja. Ja, njo zdaj ni slišite, ker nisem 2 majkov vzel, ker sem neumen. Byddwn yn teithio I Manceinion Piccadilly. Zdaj ne vem, kako se kamera trese, ker je ful mrzlo pa abi zebe. Ful niso pričakovali to od Anglije. In tudi, zdaj boste imeli tle sliko, danes je dejansko zapadel sneg do tako 2-3 centi in so tako več kot 200 šol zaprli, tako da tukaj, ko je sneg, vse razpade. Ampak v glavnem, kako imajo zdaj plan tukaj, se pravi, tukaj imajo kakor, ne vem, 6 različnih lokacij za ta Božičen trg, ki gre vse čez, pa pol po noč še lučke, to vse še videli. Tako zdaj najprej gre čez Chinatown, pa gre na ta Božičen trg, je kar dokaj dolg, pa vmes je pol še nek shopping center in vse to, tako da to vse bom danes s sabo pelil, biroli, vmes smo malo pogovarjali, tako da kar gremo. V samem Manchesteru boste videli veliko znakov za čebele, ki so v bistvu njihov simbol že 150 let in predstavljajo njihovo trdo delo. Po terorističnem napadu leta 2017 pa je ta znak postal bolj popularen in predstavlja enotnost proti terorizmu. Evo, zdaj smo prišla tle v Chinatown oziroma kitajsko mesto, tle tudi vzad vidite tale gate, ki piše, da je pač Manchester. V glavnem pač to mi je dejansko nekako všeč, vsa ta večja mesta tukaj v Angliji imajo v bistvu kakor neko mini mesto, kjer je pač večinoma vse v kitajščini in če si pač tukaj, ker si Kitajec, zna biti res prav fajn, ker najdeš prav avtentično hrano njihovo in to. In mi je vedno fajn tukaj, še posebej, če gre na kakšen bubble tea. Tokrat še nisem šla, mogoče bova šla pol za nazaj, ker nama zaenkrat ne paše. Evo, zdaj bo Abi malo prebrala vam tukaj, da slišite, kako zveni kitajščina, ker ona jo tudi študira, tako da... Ja, ta del zgoraj je v bistvu, ja, Zhou Shiping. To pomeni kitajska hrana oziroma azijska hrana, ampak mi je zanimivo tukaj, ker uporabljajo v bistvu ne poenostavljene pismenke, ampak tradicionalne. In to pomeni, da so verjetno iz Hongkonga ali pa iz Tajvana. Hotel sem posnet trgovino živili, pa je Marko rekel, da sem plešac in ne smem snemati noter, ne se hecam. V glavnem, pa sem šla pa v tole trgovinco, kjer imajo veliko različnih okraskov, spominkov, kjer sem tudi kupil par stvari, ki vam jih pa pokažem kasneje. Tole pa je fake denar, katerega v njihovi tradiciji zažgejo za srečo za njihove prednike, ker valjda ta pravega denarja ne smeš zažgati. Zdaj sva tukaj par stvari še kupila v tej kitajski trgovini. Ena stvar, ki sem hotel, je kakor nek mini nožek, malo v bistvu za unboxing, zdaj ne vem, a bo dejansko za škatle. Vem, da je prav za te za pisma, ja. Pa dobiš tudi stojalo, pa bom dal zdaj sam. No, stojalo je že šel. Ne se vre, da se je stojalo tako, ampak tako. Tak mini katana, takole, izgleda dosti nice, pa pol lahko odpreš, valjda ni pač oster, ampak za pisma odpirati, pa tako se zdi dosti cute. Pa sva dobila še 2 magnetka, ki so mi všeč, ker so taki 3D, da dava babi pa Taju, da imajo na hladilniku. A ja, pa tole še, tole zapestnica mi je bila dosti huda, ki je črna, pa ima v bistvu te simbole, sicer ne vem, kaj pomeni te simboli, če Abi ve. Mislim, da je za molitev, Aha. ampak izgledajo neke stare pismenke, pač niso moderne, se mi zdi, pač une čist stare pismenke. Evo, zdaj smo prišla tukaj direkt v center Manchestra, kjer pač so tudi vsi busi tle pa te stvari. In pa za mano je tam pol v bistvu, ker se začne nekak ta Božičen trg, pa pač tam bom malo posnel stvari, mogoče tudi kaj probala za jesti, pa itak čakala, da bo še tema, da pa lahko še lučke vidva in tako naprej. In pa tale Primark tukaj je eden izmed največjih Primarkov tukaj v Angliji.
Najprej sva šla sam hiter mal čez te stojnice in na tem počakala v Arndale shopping centru, ki je res ogromen. Ta trgovina mi je dejansko full nice, ker res najdeš noter vse možno in se mi zdi top, še posebej, če hočeš nekomu kupiti darila. To je dobro. Kaj je to v bistvu precel pa presta hot dog? Ful slano, ful dobro. Pa še tale presta, da probam. Ful mi je čuden, ful čuden, ker so mehke. Pri nas vedno sem kupil, je bila trda presta, ne? Komentirajte, kva se vam zdi. Auntie Anne's je zelo znana pekarna oziroma plet za preste, v Angliji jih najdeš povsod v teh večjih mestih. Valjda ne moreš iti v shopping center, pa se ne ustaviti v Lego shopu. Seveda pa so se tudi ustavila za gospodično, da si je lahko vzela Haruki Murakami knjigo, ki je lih takrat išla ven. In potem sva videla Apple trgovino, kjer sem prvič užival Video Television Pro očala, ampak jih žal nisem sprobil. Kar mi pa ful zanimivo v njihovih Apple trgovinah je pa to, da imajo dejansko plet za ljudi, da se usedejo dol, družijo in tako naprej. Zdaj, tukaj sem videl, da piše Sites, pa sem bil tako, a ni to od Sidemen logo oziroma isti font, pa ona itak ni nikoli tega gledala. Jaz tudi ne toliko spet, ampak sem malo gledal in sem videl v bistvu enega od njihovih memberjev, ne vem, Harry ali koga, in sem bil tako, ok, čak, to more biti, da so pogledali in dejansko imajo svoj ta food chain in sva rekla, greva probat pa da da to video, če vas slučajno zanima. Zdaj, kva so vzela, ona je vzela kakor nek, a lahko vzamem? Aha, daj mi, bom počakal. Ona je vzela pač tale vrep, ki ima noter, piščanca ima noter, tega ka imam tudi jaz, kakor nek chicken tender. Sam jaz imam navadenega, ona ima pa kakor neki v papriki noter. Pa nisem hotel isto vzeti, zato da probamo oboje, pa je kakor malo bolj spicy pa serija zraven. Pa drugače, ta škatla, v kateri pride, je full hot dog, ker zgleda, da so perge, dobiš pa to. Ko bom najprej svoje probal, potem sem pa še vzela pač tale krompirček, taj pa ne vem, ima oba isto ali ne. Jaz imam ta seasoning od paprike ali kakorkoli. Ja, v bistvu je kar križ-kraž krompirček iz Meka, to so vse razdela. Ful je dober ta piščanc. Če zanima, koliko so plačala za vse to, je bilo 27 funtov, 30 evrov, kar je kar dost. Sam sva vzela 3 različne hrane, pa bom pridko, še vedno je drago, definitivno. Pa refillable pijačo, jaz imam Pepsi Max, ona ima Pepsi Max Cherry. Ne, jaz imam Diet Pepsi. A piščanc mi je ful všeč. Tako sem ugriznil, da je šlo, da sem zadal. Dejansko ne vem, je bolj všeč kot KFC ali ne. Ful mi je všeč ta piščanc. Da probam od Abi, ki ima kakor v eni majki noter. Pa mi ni to. Ja, ful me spominja na papriko, tako ful je po papriki okus. Ful sem vesel, da sebi nisem tega vzel, ampak moram vedeti, da jaz sem ful tako, ful ne maram paprike, pa to mislim, da splošno zelenjava. Tale je čist navaden, ful dober. Pa ful je pa koč tvoj. Mene to ful pekoče. Pa je izbrala medium, v bistvu ima krompirček isti okus, iste začimbe so gal. Tako da, tukaj mi krompirček ni neki najbolj všeč. Drugače, zadnje še zbereš omake, tlej teriyaki. Teriyaki me dejansko ful všeč. Jaz še nikoli nisem v omako naš pomočil, by the way. To je prvič. Ni bad, sam tako. Ful mi je čudno, kaj je mrzla omaka in sem tako, ne vem, a ne bi boš bila topla. Da probam še to, kar sva vzela. To je pa v bistvu mac and cheese, fried mac and cheese v bistvu pač. Tam sem imel opcijo, kakor v bistvu pohan sir, ali pa to, da ima predelam še makarone pol not, ali kva, če je mac and cheese. Ful zanimiv. V bistvu pohan sir z makaroni. Zelo zanimiv. Ni slabo, ampak mislim, da je pač sam pohan sir še vedno boljši. Da bi dober, nje je ful všeč. Samo ona obožuje mac and cheese, res. Drugače ta center je tako, ta shopping center je
ogromen, rabili smo 3 ure, da smo čisto okoli prišla, pa s tem, da smo šla tako v 10 trgovin, po moje, ne več, imajo jih pa 240 trgovin. Tako da je ogromen in zdaj po 3 urah gre zdaj končno spet ven, pa zdaj je že temo zunaj, ker so bila 3 ure tle noter, tako da bomo lahko malo lučke videla, pa da še ta del posnamem. Zdaj sem na koncu šla še po tele slavne jagode s čokolado. Jaz sem si polil s temno čokolado, ona je vzela vročo čokolado. Drugače hodila sva še v en park, ki je v bistvu zaprt, ker je samo za vikende odprt pa petke, če se ne motim. In izgleda full nice, je v bistvu čist nov park in žal nisem mogla tistega videti. Ni še to ključk tukaj vzun, mogoče bo pol kaj več, čeprav je kar ukrašen, ampak ja, to je v bistvu to za ta video. Hvala, da ste gledali, ne pozabite lajkati pa stisniti subscribe. Ajde, čau folk!